Glasovi svetov. Dober dan, želim dr. Miklavž Komelj. Pier Paolo Pasolini se, kot vemo, izmika označbam, pa naj govorimo o njem kot umetniku, pesniku, pisatelju ali filmarju, prodornem mislecu, filozofu, humanistu ali novinarju. Vedel je veliko, razkrival je veliko. S časovno distanco 5, 6, 7 desetletij pa se čudimo tudi njegovemu pronicljivemu vizionarstvu. Ne bom zdaj omenjala njegovih najpomembnejših del, ampak drama Stilna žival, ki ste jo prevedli, kmalu bo izšla, poleg pesmi Pier Paola Pasolinija s slovenskim naslovom Poti ljubezni, postreže zelo ostrim monologom o krizni katastrofični podobi tedanje Italije, ki je razprta med levico in desnico, komunizmom, marksizmom in neofašizmom znotraj neokapitalistične ideologije konzumerizma. Hkrati pa, kar se morda sliši nasprotujoče, kontroverzno, opaža zlovešče zlitje desnice in levice. Če morda kar navedem stavek, s katerim začenja monolog: Italija je dežela, ki postaja vse bolj neumna in nevedna, in k temu recimo lahko dodamo tudi misel: fašizem prihodnosti ne bo imel uniforme, nosil bo kravato. Prav o tem bova tokrat spregovorila dr. Miklavž Komelj, medtem ko Pier Paolo Pasolini torej velikokrat razgalja institucije, politično, cerkveno, sodno oblast in ekonomske interese, vpletenost mafije, tajnih služb, naftnih lobijev, ugotavlja prikrito represivnost hedonistične potrošniške družbe, v kateri pa se vzpostavlja vladavina pozgodovinskega novega fašizma. Se pravi, če zlo fašizma vidi v zaspani moderni družbi konzumerizma, kakšna je pri njem razlika med tradicionalnim, kot že preživetim fašizmom in pa novim fašizmom v tistem času in seveda zdaj v tem času? Ja, lepo pozdravljeni. Ta razlika je prav, recimo, zdaj, ko govorimo, se tudi spreminja. Nekaj let nazaj, bi zlahka rekli, pač eno je ta historični fašizem, ki je nek relikt na koncu te drame. Pasolini tukaj nagovori, oziroma pesnik Jan, ki je njegov alter ego, nagovori nekega tovrstnega fašista in mu pač poskuša pravzaprav prenesti ene svoje vrednote, paradoksno, ker vidi v nasprotju s tem relikti tega starega fašizma kot najsrhljivejši problem ta novi tehnološki fašizem, ki ne nastopa povezan z označevalcem fašizem, ampak pravzaprav eno še dost hujšo nasilje lahko pripelje. Zdaj, prav v zadnjih letih v mednarodnem prostoru, tudi našem, se pravzaprav vidi, da se tudi ta historičen fašizem s temi starimi obeleži spet vrača na en tak katastrofičen način, se pravi. Ampak ravno to pravzaprav Pasolini v teh svojih poznih tekstih predvideva, On govori zelo pogosto v tem poznem obdobju, To, kar se zdaj dogaja, kar se pripravlja, je pravzaprav lahko en fašizem, ki je še hujši od historičnega fašizma. In to bi se samo po sebi lahko zdelo pravzaprav perverzno, če bi rekel potrošniška družba pa historični fašizem, ki vemo, kaj je delal ta potrošniška družba, seveda lahko rečeš, uničuje duše, uničuje to, ampak vseeno ne naredi neposrednega pokola. Ampak Pasolini je pravzaprav o tem govoril, kako se pravzaprav lahko pripravlja en s tem, čemur on reče kulturni genocid, kako se pravzaprav lahko tudi spet te fizični pokoli, genocidi pripravljajo, in danes smo temu priča, Se pravi, Pasolini je strašno aktualen ravno v teh svojih, bi rekel, najbolj črnih napovedih. Se mi zdi, da se pravzaprav na ta način ravno danes uresničujejo. Je pa zelo zanimivo, ker ste prej govorili pač o Italiji. Pasolini zelo izhaja v svojih tekstih iz konkretne te italijanske realnosti, vanjo intervenira, ogromno časa, energije pravzaprav posveti temu, da
ta razmerja moči v tej konkretni deželi, v kateri on živi, analizira. Po drugi strani pa to dramo, ki ste jo omenili, ki sem jo prevajal, ki ima naslov Bestia da stil, naslov sem prevedel Stilna žival, in ki jo on sam označi kot svojo avtobiografijo, in to je zadnja njegova drama, ki je nedokončana, ampak jo je pravzaprav kot nedokončano pustil, kot nekakšno postumno delo, tako kot tudi svoj roman Nafta. V tej drami je protagonist češki pesnik, se pravi iz neke družbene realnosti, to je zelo zanimivo, ki je čist drugačna, o kateri je pa imel kar precej vednosti. Enkrat je bil na Češkem, pa se je tudi spoprijateljil s tamkajšnjimi pesniki. V tej drami on res pravzaprav pokaže osupljivo poznavanje češke kulture, poglobljeno poznavanje češke kulture, ampak je pa še vedno zelo zanimivo, ker pač govori o neki družbeni realnosti, ki je popolnoma drugačna, druga stran železne zavese, bi takrat rekli, ne? Ampak je pa to seveda spet povezano z neko njegovo tezo, kako ta pozni neokapitalizem, kot on reče, pravzaprav tudi to razliko med vzhodom in zahodom nekje v globlji ravni že spaja, ne? Skratka, in je to najbrž tudi zavestno naredil to gesto, ne? Tako da to je z mnogih stališč izredno vznemirljiv tekst, ki je tudi interprete, se mi zdi, dost pustil tako praznih rok pogosto, ne? Recimo že Marija Antonieta Mačok, ki je napisala, da je to njegova najlepša drama, ampak mogoče je najmanj interpretacij bilo posvečenih ali pa najbolj v zadrego je spravljala od njegovih dram. Njegove kritike gledališča se bova še dotaknila, ampak če se recimo še malce poukvarjava s paraliziranostjo potrošniške družbe, kot jo je tedaj v povojnem razdobju videl Pier Paolo Pasolini, ali lahko recimo to njegovo jasnovidno interpretacijo razlagamo kot nekakšno alegorijo propada, razpada ne le Italije, ampak tudi evropskih institucij, naj gre za politiko, ekonomijo, gospodarstvo ali pa nekakšno duhovno razsežnost. Razraščanje fašističnega karcinoma ne gre jemati brez seveda zahodne kapitalistične, neoliberalne distopije. Ne, Pasolini pravzaprav ravno o tem govori kot o novem fašizmu, ki ima še večje destruktivne potenciale, kot jih je pokazal dotedaj znani fašizem, ne. Pričemer je seveda to tudi zelo, kako bi rekel, v skladu recimo s to Adornovo tezo, ne, naj molči o fašizmu, kdor ni pripravljen govoriti o kapitalizmu, ne. Zdaj, tukaj so včasih, o tem sem že nekaj besed rekel, bi bil lahko seveda tudi narobe razumljen Pasolini, če bi to vzeli preveč metaforično, ne, ko on pač reče, ne vem, vemo, kakšne strahote je imel historični fašizem in potem reče, zdaj pa je nekaj, kar je lahko še hujši fašizem, in če vzamemo to kot metaforo, je potem to problematično, ne. On, ko govori o Saloju, ko je snemal Salo, je dal neke intervjuje in on govori, ne, on tukaj proba pokazati, kako pač ta on govori, uporablja pač izraz neokapitalizem, ne, pač ta kapitalizem v tem nekem novem stadiju, nekak totalne subsumpcije družbenih odnosov v kapitalistično logiko, ne, Marx bi temu rekel realna subsumpcija, skratka, kako on tukaj izvaja nekaj, o čemer on takrat govori kot o nekem kulturnem genocidu in to primerja z potem fizičnim tem nacističnim genocidom. Če bi to ostalo na ravni metafore, bi bilo to lahko seveda perverzno, ne? Ker tam so konkretna trupla, tle gre za neko otopevanje človeka, ampak Pasolini ne dela tega metaforično. Pasolini zelo jasno govori o čem, česa je njega groza. Pasolini govori, da je njega groza tega, da on kot človek, ki je pač izkusil tisto nacistično, fašistično obdobje in je v njem odraščal, se mu zdi, da zdaj to, kar se zdaj dogaja s spreminjanjem tipa človeka v tem novem kapitalizmu, gre pravzaprav za ustvarjanje enega tipa medčloveških odnosov in neke psihologije, ki lahko omogoči v nekem trenutku
prihod vseh takih strahot ali pa še hujših. Ne? In mislim, da tle je imel žal kar zelo prav. In temu fašizmu pravi, kot ste že prej rekli, včasih tudi tehnični fašizem potrošniške družbe, ki ga seveda sama ne imenuje tako. Nasprotno, skriva se za hrbtom ali pod imenom antifašizem velikokrat ali pa recimo za utvaro o blagini, medtem ko se izgubljajo stare ljudske vrednote. Gre za brutalno odsotnost kritične sposobnosti, umetno ustvarjene pasivnosti in tukaj najde dokaj izrazite vzporednice z genocidno nacistično Nemčijo v 30. letih in nekako že zasluti, vsaj ko to beremo, se tako zdi nove pojave ali celo normalizacijo genocidov. Tako, ne, ker danes pa imamo, danes se pa dogaja dejansko v okviru neke te družbe, pa dejansko smo priča, recimo pa dejansko genocidu enakih razmer, kot je bil ta nacistični genocid. Ne? Se pravi, nekaj, kar je bilo vendarle nezamisljivo pred desetletji, pa Pasolini pravzaprav o tem, kako ta družba bo pripeljala do takih stvari, je že pripeljala, ne? Tako da zdaj to svarilo, ta groza Pasolinijeva ni metaforična, ne? Ampak je dejansko groza pred tem, kam to vodi, ne? Kam to pripelje. Ne? Kaj bi seveda rekel, ne, če iščemo to analogijo novega fašizma v digitalni ekonomiji, v algoritmih? Ja, no vse to, ker to je pa nekaj še do skrajnosti stopnevano, še v dimenzije, ki jih še on si ni najbrž predstavljal, ne? Jih je pa nekako čutil, se mi zdi, zasnove tega, ne? Zdaj, ko govori o teh globinskih fašističnih taktikah uničevanja človeštva, vrednot, kulture, umetnosti, duha človeka, kako fašizem globinsko spreminja realnost, danes bi rekli na globalni ravni, govori tudi skozi filme, recimo prav skozi Salo, marca 1975, o fašistični oblasti kot simbolu za to, kako oblast spreminja ljudi v objekte ali pa manipulira s telesi ljudi na strahoten način. Zdaj ob izrazito brutalnih seveda obstajajo tudi mehkejši načini manipulacije ljudi, otrok, da bi jih potem navadili na potrošništvo. Zato izreče posebno kritiko tudi šolstvu, izobraževanju, ki ljudi potiska v okove nekakšne malomeščanske izpraznjenosti. Ja, in to je bila pravzaprav ena od točk, s katero je on v italijanski družbi sprožil največ nasprotovanja ali pa škandaliziranja, ne? Zdaj on to potem seveda ponekod tudi pojasni, ne? On se včasih tako zelo drastično izraža, ne? Da je sploh to obvezno šolstvo je nekaj, kar je del kulturnega genocida, ne? Potem seveda pojasni, ne misli zdaj uniformira ljudi, ne? Ampak potem seveda ne vidi zdaj rešitve zdaj v tem, da pa ljudje ne hodijo v šolo, ne? Kar bi mogoče se zdelo, ampak govori pač o tem, kako je šolstvo spremenilo ljudi, kako jih je pripravilo za sprejemanje enih stvari, ki so pa lahko potem zelo katastrofične. Ne? On nasplošno, ko piše o nekih pojavih, je včasih, kako bi rekel, lahko tudi škandaliziral s svojimi stališči, ravno zaradi tega, ker je poskušal vedno videti pravzaprav eno tako zelo globinsko materialistično analizo je ves čas. Recimo, ne vem, en tak zakon, ki je nekako normalno, da se človeku zdi napreden, ne vem, o ločitvi zakona, recimo o možnosti, ne, v Italiji, ne. Ampak Pasolini je tam spet ima dvojno stališče, reče, seveda, sam po sebi je napreden zakon, ampak po drugi strani je pa, nisem ga vi vesel sprejeti, ker sem vedel, da večina ljudi, kaj so pa razlogi, zakaj so pa glasovali, je pa spet nekaj, kar jih utrjuje to konzumeristično podobo. Ne? In on je tukaj ves čas na ta način gleda. Ne? Tudi ko recimo govori, ne vem, ta pesnik v Stilni živali, mu ime Jan, kar je seveda neka referenca potem z Janom Palahom, ki se leta 1969 sežge v protest proti ruski, sovjetski zasedbi Prage. Tukaj je seveda tudi recimo, ko on govori, napiše en članek o Janu Palahu, zelo zanimiv, ne? Neka normalna na Zahodu je bila, da je to neka
zelo hitro je bil on uporabljen v to antikomunistično paradigmo. Medtem ko Pasolini pa pravzaprav glik obratno bere, ne? On sicer ne glede na to, v kaj se to objektivno lahko postavi, vidi, da je pravzaprav ta tip človeka, ki je za svoj ideal pripravljen se žrtvovati, da je pravzaprav priča o velikem uspehu vzgoje socializma, socialističnih idealov. To so taki paradoksi. In Pasolini ves čas gleda pojave na ta način. In tudi ta njegov nagovor mlademu fašistu, recimo, ki je v bistvu bolj tradicionalist, ki se ima za fašista na koncu Stilne živali, je spet povezan s tem. Skratka, on je prepričan, da v tem obdobju, v katerega on vstopa ob koncu življenja, da te nominalne vrednosti, kako se nekdo identificira, reče, jaz sem to, da pravzaprav ne igrajo to več velike vloge, da so lahko to neke krinke. Zato govori recimo o fašizmu antifašistov. To je recimo ena fraza, ki jo zlahka glih fašisti uporabijo, tudi danes uporabijo, rečejo, češ pravi fašisti so antifašisti, pa s tem pravzaprav probajo fašistično agendo rehabilitirati. Pasolini nikakor ne. Pasolini hoče pokazati, kako je lahko pač v nekem diskurzu, v katerem je pač, antifašizem sprejet kot vrednota. Danes že to ni več. Zadnja leta se je to tako drastično spremenilo, da je čisto druga situacija. Ampak v tej povojni pač Evropi, če si hotel ti nastopati, sploh v javnem diskurzu, je bil pač predpostavljen, da pač si v nek način v antifašistični poziciji, da imaš sploh legitimiteto javnega diskurza, in Pasolini tukaj pravzaprav ugotavlja, kako pač lahko nekdo to zaščito uporabi tudi zato, da pa pravzaprav uvede neke vsebine, ki so pravzaprav fašistične ali pa še bolj fašistične od tega, od česar se je zlahka distancirati, Skratka, o tem ves čas govori na en način zelo, bi rekel, pesimističen, čeprav hkrati ves čas ohranja nekaj, čemur on reče, neka obupana vitalnost, ki jo pa postavlja vsemu temu, celo v največjem pesimizmu nasproti, ali pa črni entuziazem. Skratka, en tak, ki je povezan pravzaprav s tem, da on gleda v te globinske procese človeške družbe, ki jo potem tudi gleda na en način, ki jo povezuje na en način s tem, čemur on reče, ne reče samo on, ampak on ima en zelo specifičen odnos do tega, čemur reče semiologija, se pravi ta veda o znakih, o načinih, kako se... tudi Roland Barthes je spoznal. Barthes je zelo ključna figura zanj, ki ga pa tudi na en zelo svoj način razume. Pasolini je zelo ponosen na to, reče, jaz sem upeljal pravzaprav v Italijo semiologijo, ki jo pa na en spet zelo singularen način jemlje. To je zelo ključno zanj. Po drugi strani tudi za to dimenzijo, recimo mita, ki jo ves čas izpostavlja tudi v tej drami Stilna žival, sploh v dodatkih. On študira Fraserja, Zlatoveja, Mirča, Eliadija. To so bile zelo pomembna njegova branja, recimo Cigajna jih sploh v središče postavi, ampak ta recimo način delovanja mitov, sakralnega, to je bilo za nas zelo ključna stvar. Tudi tam, kjer sploh v poznem obdobju on razvije govori pravzaprav o tem, kako naslov njegove zadnje oziroma predzadnje pesniške zbirke je Transumanar e organizar, kjer postavi dva zelo različna pojma skupaj. Organizar je pač organizirati, Transumanar je pa v bistvu dosti neprevedljiv pojem, Alenka Jovanovski je prevedla prečlovečiti. Gre pač za preseganje človeškosti, transcendiranje človeškosti, zelo transhumanizirati v zelo konkretnem pomenu, kot ga postavi Dante Alighieri v prvem spevu Raja. Kjer je pač Dante v prvem spevu Raja se znajde v zemeljskem raju, ki je narejen posebej za človeško naravo, za človeško vrsto, kakršna je, brez madeža, brez popačenosti, ki se zgodi z izvirnim grehom. In ko je v tem stanju, je pravzaprav v sami človeški naravi že to preseganje človeškosti. Se pravi, to, da se on začne tako dvigati stal, ni nič bolj čudno, kot to, da potoček teče navzdol. Dante o tem govori. In Dante in Pasolini postavi skupaj organizacijo in ta, bi rekel, mistični moment, in se mu zdi, da je to pravzaprav za neko resnično družbeno spremembo
to dvoje hkrati bistveno, ne? Nekaj, kar se zdi zelo ločeno, kontemplativno, stran odmaknjeno, da je v bistvu pogoj, da res interveniramo v realnost. V Sloveniji recimo na podoben način v času partizanske revolucije o tem razmišljal Edvard Kozbek, zelo zanimivo, prav zelo podobne misli postavlja. In tukaj Pasolini poskuša pravzaprav ravno ven svet. In ta novi fašizem se mu zdi zelo bistven, fašizem zgodovinski seveda je imel, je ravno poudaril te misticizme, je imel šolo fašistične mistike in tako naprej, ne. Pasolini ni videl nevarnosti fašizma v mitskem mišljenju, ampak ravno v tej izpraznitvi od tega, v eni, kako bi rekel, popolni tehnizaciji, ne. In je ravno nasproti temu pravzaprav postalo ene vsebine, ki so se mi zdele ključne za človeškost kot tako in ki so ogrožene, ne. Zdaj, kaj vse se je dogajalo s klasičnimi političnimi ideologijami skozi čas, recimo po drugi svetovni vojni, ki naj bi bile razdeljene na levico in desnico, zgodovinskimi ekstremi in radikalnostmi, o tem, kje je Pasolini odkril mesto oziroma skrivališče neonacizma in neofašizma, o tem sva že nekaj povedala. Kaj pa pravi o smislu, o pomenu, o mestu revolucije, o morda neokomunizmu, o utopiji morda skozi neomarksizem? Pasolini ves čas ostaja skozi vse svoje pravzaprav, ne glede na to, kako je lahko pesimističen v svojih pogledih, ostaja zavezan komunizmu in marksizmu. To je neka nota, na katero se on do konca sklicuje. Tudi v svojem nečem, kar bi bil njegov zadnji javni nastop, pa je bil že postumen, nek zelo pomemben govor, zelo tak radikalen, ki naj bi ga imel na kongresu novembra te Panicove radikalne stranke in je bil potem prebran, potem, ko je bil umorjen, ker je bil pač ta kongres 10 dni kasneje, že po njegovi smrti, ampak je že pripravil besedilo, kjer on govori ravno o tem novem fašizmu, o tem, kako se mu upirati, o tem, kako pravzaprav je rešitev, kako nenehno škandaliziramo, smo mi sami, ne pustimo se ukalupati, en tak zelo radikalen govor. On ga ima na tem kongresu te radikalne stranke, ki je bila en tak zanimiv pravzaprav pojav, ne, tudi, ampak on na začetku reče, govorim na vašem kongresu, ampak jaz govorim kot komunist, kot nekdo, ki voli komunistično partijo, ne, čeprav je bil zelo malo časa član komunistične partije, ker so ga hitro izključili, ne. On vendar glede tega ne pušča dvoma. Glede marksizma nekje reče, govorim že ne ali še ne kot marksist, ne, ampak tudi potem v Nafti, Marks mu je ključna referenca ves čas in se ves čas k njej vrača in on govori, marksizem je zame pravzaprav edina pot, da jaz ne obupam nad realnostjo, da imam jaz stik z realnostjo. Realnost je pa zanj najsvetejši pojem. On reče, bolje je biti, nekje v Letere Luterane napiše, bolje je biti sovražnik ljudstva kot sovražnik realnosti. In na nek način to pojmovanje realnosti in komunizma ga na nek način zbližuje z Leninom. Lenin reče, zelo znana izjava v pogovoru z enim romunskim pesnikom, reče, treba je biti tako radikalen kot realnost. Ne? In to je imperativ, recimo, Pasolinijevega komunizma. Biti tako radikalen kot realnost. To je njegov ključni imperativ, bi rekel, vsega njegovega dela, ki je pripravljen pravzaprav na neke velike premene, na neke velike obrate, šokantne. Recimo, prej ste omenili film Salo, ki je eno ključno njegovo delo. Film Salo, on ga posname po trilogiji življenja, ki je čist obratno, ki je ena trilogija, kjer on poskuša pravzaprav neko slaviti lepoto življenja, seksualnosti, davnine, tega, kar se izgublja v tem času. In potem on pravzaprav v času, ko snema Salo, on objavi javno odpoved
tej trilogiji življenja. Spoznal sem, da je to bilo zgrešen projekt, zato ker če se je lahko zgodilo to, kar se je zgodilo, ta degradacija človeka, kot se je zgodilo zdaj, pomeni, da je tudi prej bilo že, da je sploh lahko do tega prišlo, ne? Da je bila tudi ta neka preteklost, sam neka iluzija, življenje je samo še kup tragičnih ruševin, sovražim telesa in seksualne organe, se zelo boleče. Zdaj, tukaj je spet zelo zanimivo, pri Pazoliniju govori o neki situaciji sveta, družbe, kapitalistične družbe, v kakršni se je znašla, hkrati pa v svojih zelo osebnih izkušnjah. Recimo, ne, tle najbrž za to njegovo stanje je bilo zelo ključna izguba, da se je razšel z Ninetom Davoljem, ki se je poročil takrat, in mislim, da takrat on piše potem te tudi sonete, zelo obupane, in tudi recimo ta njegov odnos do življenja je seveda povezan z neko čisto njegovo zelo osebno izkušnjo, osebno bolečino, ki jo pa on ves čas povezuje z nekim po eni strani analizo družbenega stanja, ki jo podaja v svojih poznih tekstih, zlasti gusarski spisi, in po drugi strani z neko tako že mitsko, bi rekel, analizo stanja družbe, človeštva, magično, ki jo ves čas izvaja zlasti v romanu Nafta, ne, tam gre res daleč v tem, pa tudi drugje, ne, in ko ste govorili o revoluciji, Pazolini o tem odnosu med sakralnim in revolucijo mitskim, Pazolini v enem intervjuju poznem reče, ja, ne, zato da ti ne rabiš mitizirati revolucije pa sakralizirati zato, da bi jo razumel. Rabiš jo pa mitizirati zato, da bi jo delal. Ne? To je zelo zanimivo. Ta sakralna dimenzija, ki dejansko je, ne, en inherenten moment revolucije, ko se resnično pojavi. Recimo, ne vem, Kozbek ima zelo globoka razmišljanja o tem iz leta, ne vem, 42, recimo. Zelo na podoben način piše o tem kot Pazolini. Me je prav presenetilo, ko sem oboje bral, čeprav sta zelo seveda različna avtorja, ampak recimo prav o tej odnosu revolucije in sakralnosti pa na zelo podoben način razmišljata. In morda prav ključno za to, da se je odločil za filmsko ustvarjanje, najbolj ga poznamo kot cineasta, s filmi se je najbolj približal širšim množicam, je ta njegov specifičen odnos do realnosti, do nespremenjene, nepokvečene realnosti, in ta filmski medij mu to tudi najbolj omogoča, pa vendarle se je poleg literarnega ustvarjanja, poleg pisanja pesmi, poleg esejističnega objavljanja ukvarjal tudi z dramo, z gledališčem, in gledana skozi optiko fašizma, najnižje točke kulture, se to stanje odločilno izraža tudi skozi gledališče. Tradicionalno gledališče je zanj slabo, odbijajoče, se mi zdi, da uporabi ta izraz. Novega pa v 60 letih ali konec 60 let, začetku 70 let ni na obzorju. Preveč ne bi se naslanjalo na leto 68. Kaj ga pri tem tako zelo moti? Ja, no, Pazolini je, ko je ravno leta 68 je napisal svoj manifest za novo gledališče, skratka, on je vzporedno s temi teksti, gledališkimi teksti, ki jih je napisal, sta pravzaprav dve fazi njegovih pisanja gledaliških tekstov. Eno so zgodnji, še v 40 letih, pa potem serija dram, ki jih je zasnoval leta 66 in jih je potem postopoma dokončeval do smrti, tako rekoč. In 68 je napisal manifest za novo gledališče besede mu reče, kjer je pač poskušal postaviti te svoje drame, ki jih je pisal v neko še neobstoječe gledališče, v nekaj, kar si je on zamislil kot neko novo gledališko formo. Pričemer je pa to zelo bistveno, on pravzaprav ves čas išče te nove forme. To, da je on najbolj znan pač kot cineast, je seveda ni naključje. Eno je zato, ker je pač film je res tisto, s čimer najbolj doseže množice, in tudi sam film je zanj pomenil en višek njegove ljubezni do realnosti. On govori o svoji religiozni, infantilno, fetišistično, seksualni ljubezni do realnosti. Skratka, realnost je njegov ključen pojem.
v filmu je videl pravzaprav en način, kako se realnost izraža z realnostjo samo. Drugače, seveda, izhodišče njegovo je pravzaprav poezija. On pride, čeprav ima tudi zgodaj, je pravzaprav ves čas deluje v različnih medijih. Poezija, slikarstvo je tudi tam zelo pomembno, ampak vendarle on se najprej artikulira kot pesnik in potem v nekem obdobju, v zgodnjih 60 letih, on zavestno pravzaprav se mu zdi, hoče izstopiti iz te omejenosti z jezikom, besednim jezikom, ne, in prav išče recimo nove forme in na ta način, na nek način prestopi v film zelo zavestno kot neko bolj neposreden odnos z realnostjo. Obenem pa seveda ves čas piše tudi poezijo, prozo, ves čas piše, ampak govori o sebi kot o pesniku, ki noče več biti pesnik, reče, da me ne bi ti dojemal kot pesnika in pravzaprav to, k čemer on teži, je neko čisto izražanje z dejanji realnosti. Ne? Se pravi, tudi film je neka stopna, izstop iz zgolj simbolnega v nek skrajno radikalen odnos do realnosti, v neka taka čisto dejanje. Zdaj on potem na koncu seveda sanjari, on si je kupil romanski stolp v kraju Kija pri Viterbo, ne, da se bo on zdaj tam potem umaknil, pa samo slikal, ne, potem seveda zgodila se je čisto drugačna zgodba, ki se jo seveda tudi nekateri, nedavno je šla v slovenščini knjiga Giuseppeja Cigajne, njegovega velikega prijatelja, slikarja, kjer on pravzaprav to njegovo smrt poskuša razumeti kot ultimativno dejanje njegovega samoizraženja na osnovi tega, kar on sam piše v eseju o kadru sekvenci v knjigi Heretični empirizem o Kennedyjevi smrti, ne, se pravi, kako je ta smrt tista, ki naredi montažo življenja. In potem Giuseppe Cigajna vidi pravzaprav to njegovo skrajno izpostavitev, ki je pripeljala do tega umora tako rekoč že skoraj njegovo načrtovanje dejanje, kar je seveda, ko beremo to Cigajnovo knjigo, je dejansko usupljivo, kako on najde te povezave, napovedovanja, slutne. Na drug način je seveda v tej knjigi tudi nekaj zelo problematičnega, kar mi pravzaprav danes že vendarle dokaj dokazano vemo, da je ta umor, ki se je zgodil, bil povezan z tem, da je Pasolini zelo direktno se ukvarjal s tem mafijskim podzemljem, s povezanostjo pravzaprav mafijskih zadev in vrhovi italijanske politike v zvezi z umorom Enrika Matteja, ki je vodil to državno naftno družbo. In morda še to, recimo poznal se je tudi z Aldo Morom, ne? No, čeprav seveda to se je umor in ugrabitev Alda Mora, to se je zgodilo pozneje po smrti Pasolinija, ampak če že govorimo recimo o teh nepojasnjenih nesrečah, letalskih in umorih, atentatih, ne? Ti ljudje so se poznali in recimo usoda je bila podobna. Ja, mislim, da se je, ne, mislim tudi osebno, ampak to je bilo spet to obdobje, ne, ta umor Alda Mora je spet druga zgodba, ne, mislim, on je, ves čas je spremljal, recimo, bila je tudi ena od zgodnejših, ne vem, političnih interpretacij njegovega umora, da je bila pa, ne vem, to povezana z njegovo kritiko tega, spet v tem smislu zlitja desni zgodovinski kompromis in tako naprej, ne, ampak verjetno je šlo za dosti bolj te konkretne zadeve dejansko s tem njegovim preiskovanjem ozadja tega umora Enrika Matteja, vpletenost njegovega naslednika. To so bile take zelo resne zgodbe, v katere je bila tudi CIA vpletena in to in Pasolini pravzaprav ni skrival, da se s tem ukvarja. In predtem je tudi že nek novinar, ki se je s tem ukvarjal, je bil umorjen, recimo, ne. Tako da to se mi zdi seveda, mislim, da to kar velja danes kot zelo verjetno ozadje tega umora, ne. Ker njegov roman Nafta, jaz nisem videl fizično teh rokopisov, ne, to je pač išlo postumno in na nekih mestih se on zelo dobesedno dotika prav te konkretne zgodbe, ampak v rokopisu je pa tega še več, ne. Mislim, večina romana se vendarle ne ukvarja, ne piše direktno o tem, jemlje pa to za neko ozadje, ampak sam roman, to gradivo je pa pravzaprav tako, baje, da je pač nekaj rokopisa, potem so pa zraven dodano dokumentarno to gradivo, te članki, stvari, govori in tudi on v uvodnem navodilu
kako ta roman izdati kot posthumno delo, se pravi ta posthumnost, ki je seveda dejansko posthumnost, on je bil umorjen, je hkrati tudi že literarna forma, ki jo je on sam predvidel, to je zelo zanimivo, ne? In to ni edini tekst, ne? Tudi drug tekst, recimo La Divina Mimesis, ki ga da tik pred smrtjo v tisk, je označen v uvodu kot nekaj, kar so našli v žepu umorjenega in tako naprej. Ne? Skratka, to so res take presenetljive, skratka, on to svojo smrt je na nek način videl vnaprej, ne? To se vidi in se je tudi zavedal zelo zavestno, v kaj se je spustil, česa se dotika, pravzaprav stvari, ki so skrajno nevarne, je v tem govoru, ne? Je v tem govoru, ampak je to razumel tudi dejansko kot neko tako Dantejevsko podskost te nevarne pokrajine. Tudi sam o tem na nek način tako govori in reče, ni jasno, ali bom jaz preživel ali ne bom preživel, ne? Ampak se je pa v to spuščal z nekim zelo zavestnim, da se spušča pravzaprav v nekaj, kar se nas pa zelo vseh tiče, ne? Se pravi, ni šlo zdaj njemu samo, ne vem, za neko raziskavo ene konkretnega primera, neke zgodbe, ampak se mu je zdelo, da skozi to vstopa v neko dogajanje, ki se nas zelo tiče in ki bo prišlo na dan v eni zelo peklenski obliki, zelo kmalu, za nek širši kontekst, za cel svet, in o tem je govoril, ne? On je bil pač zelo senzibilen za to, ker se je pravzaprav začenjalo takrat te zgodne oblike tega, čemur danes rečemo neoliberalizem, recimo, ne? On je to zelo jasno vidno predvidel in tudi v tej drami Stidna žival, recimo, je ena od oseb, ki mimogrede reče eno repliko, je Fan Mises, ki velja kot utemeljitelj neoliberalizma, ne? Se pravi, je imel ene zelo, kako bi rekel, jasnovidne vpoglede tudi v tem smislu. Ja, velikokrat razgalja metaforično tudi institucije politične, cerkvene, sodne, korupcijo in mafijske posle. Če recimo zelo na kratko povzamemo, seveda tudi to, kar se zelo evidentno dogaja tudi dan danes in temu ne znamo stopiti na prste. Ampak če nekoliko pustimo ob strani družbeno-politično preroškost, vizije Pier Paola Pasolinija, bi se vseeno dotaknili morda tudi njegovih pesniških, poetičnih, spominskih drobcev, tudi na Idrijo, kjer je bival kot 90-letnik, tam je hodil v šolo, in bi to dodali ali povrstili v njegov dejansko zelo širok ustvarjalni umetniški opus z mnogimi avtobiografskimi, biografskimi elementi. Neverjetno veliko je pustil za sabo in če se želimo podati skozi njegovo življenje, prečesati njegovo življenje, ga spoznati kot osebo, je potrebno upoštevati korespondiranje vseh teh elementov znotraj njegovega opusa. Pasolinijev opus kot celota je izrazito tega tipa, da lahko rečemo, da je neka megastruktura. Gre za neko megastrukturo, v kateri eni deli pojasnjujejo druge, so v nenehni interakciji, ves čas ustvarja na način, da pravzaprav neko celoto, ki potrebuje še te druge dele, se osvetljuje, ne? So kakšni avtori, kjer je izrazito, ne vem, koncentracija v enem tekstu, v eni pesmi, ne vem. Medtem ko pri Pasoliniju se mi zdi, da je, tudi sam, ko sem tukaj pisal o njem, sem recimo pisal o tej drami Stidna žival, ampak sem pravzaprav zelo velik na njegove druge tekste, zlasti sočasne in tudi druge, prehajal v svojem pisanju, ker se dejansko povezujejo. Je recimo neka tema, ki jo nakaže v enem tekstu, pa jo potem v drugem izpelje, ne? In potem v luči tega teksta tudi to drugo beremo. Zdaj ta njegova konkretna pesniška zbirka, ki smo jo zdaj omenili, je seveda prav posebej avtobiografska. Naslov je Via degli Amori, pot ljubezni, ampak ljubezni v pluralu. In to je zelo zanimivo, ker je ta naslov je povzet, to je bilo ime, pravzaprav italijansko ime sprehajalne poti v Idriji, ki se ji danes reče Pot ob Rakah. To je zelo lepa pot, ki pelje tam skoraj do Divjega jezera, večkilometrska, ob nekem vodnem koritu, ki so ga speljali v koncu 16. stoletja. In očitno
ga je tako močno se dotaknila ta Idrija, da je dal naslov potem eni tej zbirki, ki je pa sam ni izdal, ampak je bila potem veliko po smrti šele objavljena prvič. Ne? Kratka zbirka, ki je pa zelo pomembna v njegovem opusu. To je v bistvu potem, ko je dokončal ta zgodne pesmi, ki jih je pisal v furlanščini, in med temi kasnejšimi njegovimi pesniškimi zbirkami se prav vidi, je imel na obdobje, kjer je stopil v eno tako analizo, ne v tem strogem psihoanalitičnem smislu analizo, ampak retrospektivni pogled na ene ključne dogodke, ki so ključni ne nujno v nekem, da so to neki veliki dogodki, ampak dogodki, ki so kot neke epifanije, če bi Joyceov izraz uporabil, kjer se za svet pravzaprav ena ključna njegova poteza, njegovega odnosa do sveta, skozi neke na videz lahko tudi nepomembne dogodke, ne vem, neko srečanje, nek preblisk, nek spominski drobec. Ne. Te spomini so seveda zelo pomembni v zvezi z Idrijo pri Pazoliniju. On ima ene neskončne, nekje opisuje v romanu Ljati in puri, nečista dejanja, opisuje recimo, kako se mu Idrija skozi neke sanje, v neki neskončni intenzivnosti, sam ta prisotnost Idrije prikaže, povezavi z nekimi neskončno lepimi nebeškim vonjem, ne, vonjavo. On ima zelo močno to senzibilnost za vonje. Ne. In tudi v teh pesmih govori recimo prav konkretno v čist kratki pesmi Via degli Amori, v bistvu o vonju govori. Ne. O nekem listu na njegovem licu jesenskem in vonjih jeseni. Ne. Seveda, tukaj lahko konkretno, tudi konkretno v pesmih, kjer govori o idrijskih doživetjih, imamo formulirane stvari, ki so zelo pomembne tudi kasneje v njegovem življenju, ampak seveda kasneje jih potem čist drugače razdela, ampak imamo, ne vem, kako se on obleče, ne vem, ta njegov odnos do matere, ki je zelo tak specifičen, na meji incestuoznosti. Tam ima recimo, kako se on obleče kot otrok v mamino kombinežo in s tem ta von materin in nosi lobanjo v roki, tako zelo zanimiva in potem prestraši nekega otroka, ki je fantek ali punčka, spola, ne ve, zelo zanimivo, ogromno se, ali pa ena druga pesem tudi iz Idrije, kjer on opiše najzgodnejši opis enega sadističnega vzgiba, kako tam enega fantka, ki ga je Milanka Trušnovec, ki je dala pobudo za izdajo te knjige, ga je celo identificirala njegovo ime z veliko verjetnostjo, pač nek fantek, ki je vrstnik, ki je živel v isti hiši, ne, tudi sin nekega Italijana. Kako ga tam Pasolini ga neki na verandi neki ga veže in potem se igra z njim na ta način, da ga spravlja v jok, češ nikoli več ne boš videl svoje matere. Skratka, neka sadistična igra, ne, en moment, ki seveda je potem zelo močan v kasnejših tudi Pasolinijevih delih, najbolj seveda v Saloju, ne, kjer je seveda ta sadizem povezan s temi fašističnimi ljudmi, ki so udeleženi pri oblasti, ampak seveda hkrati vendarle posnet na en tak način, ki človek mora imeti nekaj tega vzgiba, da lahko tak film posname, ne? Mora razumeti ta vzgib. Ne? Tako, to so zelo zanimive stvari. Tako da se mi zdi to ena taka zelo dragocena, tudi zelo lepa knjiga. Ne? Taka zelo nežna, ki pa hkrati tudi zelo ostro opazuje. Pravzaprav tako vse je kot v renesanskih prizorih, z eno veliko nežnostjo gledano. K tej nežnosti in sanskemu vzdušju veliko doda tudi sama forma, večinoma gre vers, je večinoma ta enajsterec, ki povezan z neko literarno tradicijo. Pasolini je pač globoko, tukaj lahko čutimo, ne vem, Giovannija Pascolija, Carduccija, skratka to italijansko tradicijo pesniško 19. stoletja v sami dikciji, ki jo Pasolini zelo prefinjeno obvlada, zelo z eno tako tankočutnostjo spregovori, pravzaprav hkrati za njim zelo, bi rekel, ostrim opazovanjem samega sebe v formiranju. Ne? Skratka, in se mi zdi, da je ta zbirka ima en zelo pomembno vlogo pri njegovi pravzaprav razčiščevanju s samim sabo v enem prelomnem obdobju njegovega življenja. Prejle ste, Miklavž Komelj, omenjali, da se ne gre preveč naslanjati na teorijo psihoanalize
ko govorimo o Pazolinijevih pesmih, Pazolinijevi ustvarjalnosti, ampak kljub temu je bral, se ukvarjal tudi s Freudom in se gledal. Zelo pomembna je, ne, jaz govorim zdaj o tej zbirki, ko sem rekel pač analiza, on je celo v tem obdobju zgodnem, ko je to pisal, je nekaj Freuda že bral je dokumentirano, mislim, da tam med vojno že 3 razprave o seksualnosti, to je prvi tekst njegov, ki ga je bral, potem mu pa postane celo referenca na Freuda vedno pomembnejša v tem poznejšem delu, tako saj tudi on jo programsko postavlja ob referenco na Marxa, ne, skratka, zdaj do kjere mere, koliko je študiral res to, ne vem, koliko je bilo upravljenih teh študij, ne, čisto konkretnem, ko je neki referenca, koliko globino je šel, ampak vsekakor mu je Freud odprl nek način razmišljanja, neko pot, v katero je vstopil v analizo sebe, družbe, odnosov, ne, to pa nedvomno. Zdaj, kot ste rekli, za Pazolinijem je ostalo res veliko nekakšno mega delo. Tu in tam je bilo navedenih kar nekaj njegovih misli, njegovih prepričanj, njegovih uvidov, njegovih spoznanj, njegovih diagnoz za čas njegovega življenja in za potem tudi. Kater njegov zadetek na daljavo pa je bil morda najbolj precizen, kje je recimo najbolj točno analizo podal določenega stanja, relacij, celote, pa bi nam danes morda služilo? Zdaj, to je težko zdaj reči, mislim, en stavek. Ali pa neka misel. Ampak ena misel, recimo, ki se mi zdi zelo pomembna, ki jo on artikulira v teh tudi poznih tekstih, on pravzaprav ravno nasproti temu novemu fašizmu zelo pogosto je tako, recimo tudi definicija temeljev fašizma, ki jo je postavil Umberto Eco, ki je zelo drugačna ali pa zelo nasprotna od Pazolinijeve. Umberto Eco, njegova teza je, da je v bistvu problematizacija modernosti en temelj, ki lahko vodi do fašizma. Da so osnove za fašizem tradicionalizem, skratka, da ko se te stvari pojavijo, moramo biti pozorni, prihaja fašizem. Medtem ko Pazolini vidi fašizem izrazito kot fenomen modernosti, kot fenomen radikalne modernosti in pravzaprav mu potem ravno nasproti postavlja sploh v teh svojih poznih tekstih ravno, ker pač kapitalizem je modernost, kot taka je kapitalizem, se pravi, se sprašuje, kako je možno pravzaprav, kako bilo treba v nekih temeljnih neke koordinate, kako mi mislimo svet drugače postaviti. In tukaj govori tudi o neki točki iti nazaj, ne? Se pravi, izrazito ne sprejema nekega progresizma. Zaradi tega so mu večkrat potem učitali, da je reakcionar, ampak on izrazito nasprotuje temu, da je pa reakcionar, ne? Ampak on pravzaprav v bistvu tudi sam pojem napredka ga ne zanika na ta način, kot ga pač nek reakcionar, ampak on reče, kako bi bilo treba pravzaprav na nov način ga definirati, ne? Se pravi, on sprejema pojem, kako biti progresivni, ampak da bi bilo treba v enih popolnoma novih koordinatah to postaviti. Da so se popolnoma izpraznili vsi te pojmi, tudi pojem svobode, in kako bilo treba to pravzaprav na en popolnoma nov način misliti. In pri tem povezuje v enem svojem poznem tekstu iz knjige Nova mladost, recimo ta komunizem ravno s tem pravzaprav z eno prekinitvijo tega imperativa kapitalističnega progresa, ne? Reče, ne gre več tako, treba je narediti korak nazaj, treba je pravzaprav priti do teh elementarnih človeških stvari. Reče, živela komunistična borba za nujno potrebne dobrine. Na nek način on tukaj rehabilitira pojem povertà, uboštvo, ki je pač tudi en pojem, ki je v italijanski tradiciji povezan z duhovnostjo svetega Frančiška Asiškega. Ne? On seveda reče, ni možno danes to uboštvo, ampak na nek način ta komunizem, kot ga v poznem obdobju pojmuje, ga pa v neki relaciji do tega. Zanimivo, velik, recimo, sigurno največjih filozofov našega časa, Giorgio Agamben, ki je igral v mladosti, v Pazolinijem filmu Evangelij po Mateju, ne? On je nedavno, recimo, ta pojem spet
aktualizira, ali ti si ima povrtal v svoji knjigi, ne, ki je prav sicer knjiga, ki analizira ta pojem prek simbolne ekonomije teh meniških redov in tako naprej, ampak sigurno z enim namenom, da ga potem aktualizira kot neko prekinitev z neko logiko pridobivanja, ker sigurno tukaj v osnovi kapitalizma je ta polaščanje, imetje in zdaj tukaj seveda, ko postavimo kritiko na ta način, seveda hitro pridemo potem v nevarnost, da nasproti neki analizi postavljamo neko moralistično, ampak je pa bistveno, da poskušamo v osnovnih pojmih tudi misliti in Pasolini gre na to in sploh v svojih zadnjih tekstih, intervjujih tam posebej o tem govori. In tudi, ko kritizira to šolo, kritizira ravno to, da uvaja v te pojme imeti, posedovati, ne, in poskuša pravzaprav kako neko logiko, vzpostavitev odnosa do realnosti, ki bi bila drugačna, ki je pa hkrati zelo, tukaj je zanj pravzaprav zelo bistven tudi pojem ljubezni. On govori o ljubezni, on govori o svoji ljubezni do realnosti in on nekje, ko govori o fašizmu, ne, in to je tudi zelo bistven moment, se mi zdi. On govori o tej trojici teološki, vera, upanje, ljubezen. Ne? On reče, če ni ljubezni, pravzaprav vero in upanje, fašizem imel, pa še kako, ampak ko ni pa imel ljubezni, najbolj zelo bistveno, da ko ta moment umanjka, se pravi, ta moment globokega čutenja, da so možne te strahote. In seveda, ko pa imamo, recimo, današnji algoritemski način, pa umanjka točno to, umanjka moment čutenja. Zdaj lahko se seveda reče, to čutenje je nekaj sentimentalističnega, ampak Pasolini ravno seveda na en čist drug način vzpostavil to čutenje, na en zelo nesentimentalen način, ampak ves čas govori o tem, se pravi, o inherentnem načinu te svoje, pravzaprav to ljubezen do realnosti, ker pravzaprav izgubimo brez tega ravno realnost. Realnost je za nekaj, kar se mu odpira, kar mu je dostopno prek ljubezni. Pier Paolo Pasolini, poseben, izstopajoč, nihče se ne more primerjati z njim, z eruditsko, vsestransko osebnostjo. Vsega je zanimalo in vsega je vznemirjalo. Pasolini je unikaten, popolnoma, pokojni pesnik, ameriški izjemen Jack Hirschman je v njem pisal, Pasolini je bil dinamo, ustvarjalni dinamo. Mislim, to je res ena takih že čudežnih osebnosti, ko se pravzaprav res sprašuješ, kako je možna. Neka taka stvar, mislim, je dejansko tako unikaten, da pravzaprav so določeni ljudje, ali pa recimo prej tudi, v njegovem, ki jih lahko v nekih segmentih bi videli, odnosih, paralele, recimo, mogoče tam, ki jih tudi ne bi pričakovali, tako v samem liku, v odnosu do smrti, je recimo en lik, ki na neki točki spomni na Pasolinija, njegov sodobnik med velikimi literati tistega časa, pa je pravzaprav ideološko na zelo prej nasprotni strani je recimo Yukio Mishima, recimo, je en avtor, ki pomisliš na neke paralele, ampak v nekih segmentih. Danes je sicer tudi ta vloga javnega intelektualca, kot jo je Pasolini. Pasolini je imel več vlog. Pasolini je radikalni umetnik, nekdo, ki hoče pravzaprav hkrati celo izstopiti iz umetnosti v čisto dejanje, v čisto življenje, reče vreči svoje telo v boj. Po drugi strani on zelo sprejel vlogo nekega javnega intelektualca, kot je bila v tistem času, v 60. in 70. letih. To je čas, ko je Sartre, ko je to, skratka, neka vloga javnega intelektualca, ki danes na tak način tudi ne obstaja v družbi, ni te institucije, niti ne. Čeprav je tudi takrat v svojem času on izrazito izstopal iz vseh teh institucij, ampak skratka, tako ne vidim, v današnjem času lika, da bi rekel, to je pa zdaj lik, ki je pa Pasoliniju soroden. Je pa bil seveda lahko inspiracija mnogim ljudem, tako mislim, očitno je, uspel je s svojo pojavitvijo, s svojo intervencijo v umetnost, v družbeno realnost, je očitno se zelo močno zapisal, ker se z njim ukvarjamo. Je ena osebnost, ki vznemirja, na tako zelo različnih. Zdaj, to ukvarjanje je lahko hitro tudi tako, da tudi neki
nevtralizira, to je vedno nevarnost, ne? Tudi zdaj, ravno ko je bil pač 50 let za smrti, to so bili vse sorta, neki projekti potem, ki so lahko tudi nevarni, lahko tudi že, ne vem, se spremeni že v turistično eksploatacijo, ne? Ampak po drugi strani pa pač vse pa to pričuje o njem, koliko nas vznemirja, in koliko nam je dal, ne? Ker ni samo to, koliko je ostal nedorečen. Nedorečen in tudi podaril, ne? Ker ta opus, ki ga je on ustvaril, mislim, to je tudi eno veliko darilo, eno veliko bogatstvo, ki ga je dal, ker se res vprašamo, čisto fizično, kako je mogoče to ustvariti ob skrajno dinamičnem življenju, ki ga je imel, ne? V katerem mimogrede igral tudi nogomet. Igral nogomet, imel svoje obsesije, seksualne, take, ker drug mu še rekel, bi že to vzelo celo življenje časa, ne mogel delati. On je pa ustvaril ob vsem tem, ne, mislim, to je res ena taka neverjetno, ki je sicer povezana, to se pač vidi, pač z načinom je pač imel, tako, ne vem, Kosovel, en to vrsten način pisanja, da je pač očitno in dela, da je uspel zelo hitro sproti, to se tudi vidi iz njegovih tekstov, pač on se je usedel, tisto napisal, dal v javnost, ne, je bil en to vrsten, skratka, imel je, to se tudi vidi iz posnetkov njegovih, ko on govori, njegov zadnji posnetek iz 10 dni pred smrtjo, ki ga ironično uvede z besedami, en pogovor v Lečeju z enimi profesori gimnaziji. On ga uvede z besedami, veste, najprej moram povedati, jaz ne znam govoriti, nikoli ne bi znal predavati, dati lekcije, pa 1 uro in pol govori tako, ne, kot bi imel napisano, ne. Skratka, in kot napisano, in tisto so potem izdali v knjižici, transkript, Vulgare Loquijo naslov. In je knjižica, noco izjave, on pove v tej uri in pol, skratka, on prosto govori in poda izjave take, ki jih citiraš, ki so jasne definicije tega, kar on hoče povedati. In tako je on nastopal. Ta radijski nastop oddaji Glasovi svetov pa se bliža koncu. Hvala lepa, da ste prišli, dr. Miklavž Komelj, da ste osvetlili delo in življenje Pier Paola Pasolinija. Nismo se toliko ukvarjali s samim filmom, tudi zato, ker o Pasoliniju kot cineastu večkrat govorimo in zato, ker je vendarle filme najbolj lepo gledati. Še enkrat hvala. Hvala vam.